Pogledali bomo biblično lekcijo, kaj pomeni verjeti. Tako da bi rad pogledal par citatov, kjer se uporablja tema verjeti. Verjamem, da je to zelo pomembno, da mi kot telo Kristusa, mi kot krščanski verniki razumemo, kaj Bog pravi, da je zahteva za nas, ko se mu bližamo. Kaj je najboljši način, kaj je najbolj efektiven način, da dobimo odgovore na molitve. Moramo preučiti to temo, ker je veliko odgovornost na te besedi verjeti. V pismu Matej 21, 21 in 22 piše, Jezus je odgovoril in jim rekel, resnično vam povem, če imate vero in ne dvomite, ne boste delali samo to, kar sem naredil smokvinem drevesu, ampak vam povem, če boste rekli tej gori, odmakni se in vrzi se v morje, se bo zgodilo. Karkoli prosite v molitvi in verujete, se vam bo zgodilo. Se pravi, kar prosiš v molitvi, to ni to. Ker veliko stvari prosimo v molitvi. Veliko jezika gre v nebesa. To, kar Jezus rekel je, karkoli prosite v molitvi in verujete. Recite, verujete. To bo dostopno za nas, da lahko sprejmemo. Gremo v Marka 9, 23. Jezus mu je rekel, če lahko veruješ, vse stvari so mogoče tistemu, ki veruje. Ali ni čudovito? Bog je tako milostljiv, da hoče, da so nam vse stvari dostopne, a dal je pogoj na to. Ni samo vse, kar lahko pomisliš, ampak vse je dostopno, vse je mogoče komu? Tistemu, ki veruje. Torej, je zelo jasno v pismu, da Bog nekaj pričakuje od nas v našem odnosu z njim. Gremo v naslednji citat. Marko 16, 15 do 17. Pravi, in rekel jim je, pojdite po vsem svetu in pridigajte evangeliju vsemu stvarstvu. Kdor veruje in je krščen, bo odrešen. Kdor pa ne veruje, bo obsojen. Ta znamenja bodo spremljali tiste, ki verujejo. V mojem imenu bodo izganjali demone, govorili bodo nove jezike, polagali bodo roke na bolnike in bolniki bodo ozdraveli. Veliko obljube so za tiste, ki verujejo. Dela vere prinesejo rezultate. A veliko je nerazumevanje, ker ljudje hočejo rezultate vere, vsi si želimo to. A ne dobimo vedno tega. Molimo, a odgovor ne pride. In se sprašujemo. In kam zdaj dati krivdo? Na sebe? Ali nekoga, ki mi je učil? Ali na kaj? Beseda verjeti je to, kar moramo razumeti v našem krščanskem življenju. Ker so odgovori, a moramo pogledati v Sveto pismo. V teh treh citatih vidimo, da je zahteva v teh prošnjah je to, da ko pridemo k njemu, moramo verjeti. Ko delamo stvari v njegovem imenu, moramo verjeti. Dajmo to razčistiti in preučiti. Kaj pomeni verjeti? Če vemo, kaj pomeni verjeti, potem bomo sprejeli stvari, ki pripadajo temu, kar verujemo. Če ne razumemo, lahko izgubimo priložnost, da sprejmemo blagoslov, ki nam ga je Bog pripravil. Da bi to bolje razumeli, moramo razumeti, da je razlika med tem, da imamo vero in tem, da verujemo. In tem verjeti. Veliko ljudi daje to skupaj. Če imaš vero, potem veruješ. In če veruješ, imaš vero. A v bistvu sta to dve različni stvari tega, kar nam je Bog dal. Prva definicija. Vera je substanca. To je kot tla, po kateri hodiš, stol, na katerem sediš, kot ta prižnica, so različne substance oziroma snovi. Vera je snov oziroma substanca, je stvar, je nekaj, kar se je zgodilo, je nekaj resničnega.
To je oseba, prostor ali stvar. Vera je nekaj, kar lahko identificiraš. Ali jo imaš ali jo nimaš. Ker tako je to določeno od Boga. Torej, imeti vero pomeni, da imaš to substanco, snov, duhovno snov v sebi, ki je realna. Beseda verjeti pa je glagol, ki je delotvoren glagol. Se pravi, če imaš vero, to je lahko speča, lahko spi, imam vero. A beseda verjeti ne more spati, to ni nekaj pasivnega. Je vedno delo, delovanje, ki pokaže, kaj verjameš. Recimo, če bi rekel, sprejeli smo klic, da je bomba v tej zgradbi in čez 5 minut bo eksplodirala. Takoj bi vedeli, kdo verjame to sporočilo in kdo ne. Ker ta, ki verjame, bo deloval na to. Njegova dela bodo razodeta. Bodo razdela, kaj verjame. Če nekdo pravi, ne verjamem tega, bo lahko še naprej sedel tu. Ampak če verjameš sporočilu, da bo bomba eksplodirala, boš deloval na to in tvoje dela bojo pokazala, kaj verjameš. To je pomembno za nas, ko pridemo do tega, ko se hočemo povezati z Bogom. Ker možno imeti vero in še vedno ne imeti del, ki odgovarjajo in so povezana s to vero. In se še vedno ne povežemo z Bogom, tako kot je On prosil, da se povežemo. Ker v pismu ne piše, karkoli prosite v molitvi, imajte vero in boste sprejeli. Ampak piše, karkoli prosite v molitvi in verujete, boste sprejeli. To so torej enostavne definicije, ki nam bojo pomagali to razumeti. Rabimo vero, ampak potem morajo delovati po tej veri. In to, na kar delujemo, to je naše verovanje. In tole si bomo zdaj pogledali v teh lekcijah. Moramo predpostavljati, da vse, kar smo se naučili o veri in verovanju, mora biti preverjeno z razumevanjem Svetega pisma. Ker veliko našega sistema verovanja je prišlo iz drugih izvirov, kot so Sveto pismo. Zato je mogoče, da verjameš nekaj, kar ni svetopisemsko. Lahko to dobiš od tradicij, od religioznega treninga, kot otroci, ali od doma, kjer je mogoče bila oblika pobožnosti, a brez prave moči in pravega odnosa z Bogom. In potem vzamemo nekaj teh verovanj v svoje življenje in se držimo tega, dokler nismo prenovljeni z Božjo besedo. To moramo predpostavljati, da vse, kar vemo in verjamemo, mora biti preverjeno z Božjo besedo, zato da lahko vemo, da to, kar verjamemo, je res Božja beseda na določeno temo. Vera je božanska snov in zato je otipljiva, ali jo imaš ali nimaš. Hebrejcem 11:1 pravi takole. To je biblična definicija vere. Vera je substanca stvari, katere verjamemo, dokaz stvari, ki jih ne vidimo. Kar to pravi je, da vera je vedno nekaj, kar deluje na tem, kar še ne vidiš. Z drugim besedam, če bi rad uporabil vero, da verjameš za čevlje, ko že imaš čevlje na nogah, tvoja vera ne bo vključena. Tvoja vera bo obračunala stvarmi, ki se jih še ne vidi. Stvari, ki jih upaš. In kadarkoli gre za stvar vere in verjeti, je ustvarjena zato, da vera deluje, preden vidiš odgovor, preden imaš odgovor. Če samo čakaš, ja, prosil sem Boga za $50, zato zdaj čakam, da mi bo dal $50, da odgovori na mojo molitev. Zdaj si dal to, kar vidiš, pred to, kar verjameš. Pred vero. A Bog je rekel, naj takole delamo.
Naj najprej mu verjamemo, preden vidimo rezultat. To je izziv naši duši. A Božja beseda nam pomaga, da to razumemo. Poglejmo primer v Svetem pismu, kjer se je nekaj takega zgodilo. Apostolska dela 14:8-10. Pavel je bil vključen v tej zgodbi in pravi, v Listri je nek človek brez moči v nogah sedel, hrom od materinega telesa, ki še nikoli ni hodil. Ta človek je slišal Pavla, ki govori. In Pavel ga je pazljivo opazoval in je videl, da ima vero, da je lahko ozdravljen. Zato je z glasnim glasom rekel, vstani na noge in hodi. In on je skočil in hodil. V tem primeru Pavel pridiga evangelij v mestu in tam v množici je določen človek, ki je bil hrom že od rojstva, še nikoli ni naredil enega koraka. A na tem srečanju, kjer je Pavel pridigal, je Pavel opazil tega človeka in Sveto pismo pravi, da ga je opazoval in je videl, da ima vero, da je lahko ozdravljen. Kako veš, da ima kdo vero, da je lahko ozdravljen? Če je vera nekaj mističnega, nekaj, kar ne moreš točno videti in ne veš, a imaš ali nimaš, kako boš pa vedel, a ima to ta človek ali ni. Pomembno je, da veš, da je vera tako praktična in resnična, da jo lahko opaziš in je dosti vtipljiva, da veš, ali jo človek ima ali jo nima. Pavel je lahko razpoznal pri tem človeku, da ima vero, da je lahko ozdravljen. Ali je bil ta človek ozdravljen? Postal je ozdravljen, a ni bil ozdravljen takrat, ko je Pavel videl, da ima vero za ozdravljenje. Še vedno je tam sedel, še vedno je bil hrom, še vedno je nobenega koraka naredil. A Pavel je rekel, da ima vero za ozdravljenje. A razumeš, da je možno, da imaš vero za nekaj, a še nimaš rezultatov? Vera je snov, ki je v našem notranjem človeku in tam počiva. Ampak kar je pomenost tega človeka, da lahko sprejme ozdravljenje, je to, kaj ta človek rabi, da ostane na noge. Poglejmo v primer. Pavel je z glasnim glasom rekel temu človeku, ki je vedel, da ima vero za ozdravljenje, vstani na svoje noge in bodi ozdravljen. Ta zapoved je premaknila tega človeka, njegovo vero v dela. Z drugim besedam, ta človek je šel iz tem, da ima vero in je še vedno hrom, v tem, da je deloval na svojo vero z otipljivo akcijo, glede na to, kar verjame. In Pavel mu je zapovedal, vstani, ti z vero, vstani. Se pravi, v tem delu, ko je vstal, se pravi, moraš delovati na svojo vero. Verovati je delovati glede na to, kar verjameš. Torej, ta človek, ko se mu je reklo, vstani na svoje noge, je skočil in hodil. Bog ga je srečal v trenutku, ko je njegova vera, ko je deloval na svojo vero. In temu rečemo verovanje. In zdaj, za primer, če bi še kdo drug tam sedel, z isto situacijo, z isto boleznijo in bi videl, kaj ta človek naredil, a lahko tudi on kar vstane in hodi. A je možno, samo s to, ker je videl tega človeka, da je skočil, da ima tudi on isti rezultat, ne da bi imel vere najprej? Ne. Ena in drugo gresta skupaj. Tako da ne moramo samo ponašati delovanja nekoga in dobiti iste rezultate. Vera, ki jo imaš v sebi, bo določila, kakšna delovanja so pravilna za tebe. Ta človek ima vero za ozdravljenje. In kaj ozdravljen človek naredi v taki situaciji? Če si ozdravljen, če si zdrav, potem ustaneš, potem hodiš. Torej, to je Pavel rekel temu človeku. Ti, ki imaš vero za ozdravljenje, deluj na to in naredi to, kar ozdravljen človek naredi. Vstani, hodi.
In ko odgovoriš na to, je vključil svojo vero in je hodil. In je bil popolnoma osvobojen. In tako lahko deluje za nas. Velikrat hočemo iti po bližnjicah. Nočemo iti čez lekcije, nočemo, da se kaj zahteva od nas, ampak samo upamo, da bomo že imeli odgovor, ali ga bo pa nekdo drug imel za nas. Ne raziskujemo pisma. Kaj je del te situacije? Zato hočem na te lekcije grejo in se razmišljajo, da lahko dobimo vse, kar nam je Bog obljubil, da dobimo. Rabimo osnov vere v naših srcih in moramo delovati na to. Z akcijo, ki odkriva, kaj res verjamemo. Torej, Bog nam je dal velike primere. Kako dobimo vero? Kako to pride do nas? Dajmo zaključiti citatom v Rimljanih 10, 17. vrstica. Pismo pravi, tako torej vera pride po poslušanju in poslušanju Božje besede. Lahko dobiš vero, vera lahko pride k tebi, tako kot je prišla k temu človeku v Listri, ki mu je Pavel služil, bo prišla k tebi na isti način. V prejšnjem citatu smo prebrali, da je Pavel pridigal evangelij in pridigal Božjo besedo njim tam. Ta človek, ki je slišal Božjo besedo, sprejel to in vera je prišla k njemu. Ni rabil dosti časa. Predpostavljam, da v enem srečanju je dobil dovolj vere, glede na to, kar je Pavel pridigal in je bil ozdravljen. Ni rabil dosti časa, ni rabil ogromno vere, ampak vera mora priti k nam. Vera mora priti v notranjega človeka, v nas. In to pride k nam s tem, da slišimo Božjo besedo. To pismo ne pravi, vera pride po branju Božje besede. Če bi to bilo res, bi imeli veliko več ljudi izpolnjenih z vero. Ker dosti krat beremo Sveto pismo, a to ne pomeni vedno, da dobimo osnov vere iz tega. Ker ne pravi, vera pride po branju, ampak piše, vera pride po poslušanju. Poslušanju Božje besede. Kaj torej potrebno, da je lahko vera realna tebi, je, da slišiš svojimi notranjimi ušesi. Znotraj sebe moraš slišati razodetje Božje besede. In ko to pride, je prišla vera. Dajmo zaključiti z molitvijo. Oče, hvaležni smo ti za to, kar delaš z nami, da si nam dal to priložnost, da se lahko učimo, kako sprostiti vero in kako verjeti Božjo besedo in popolnoma zaupati vate. Molim, da vsakemu od nas pomagaš, da lahko doživimo to, kar si nam obljubil, za tvojo slavo. V imenu Jezusa, amen. Nadaljevali bomo naše lekcije, kaj pomeni verjeti. Zato bi rad, da pogledamo v Jakoba 2:26. To pismo pravi, tako kot je telo brez duha mrtvo, je tudi vera brez del mrtva. Tako da, ko beremo v pismu, vera je mrtva oziroma neaktivna brez neke vrste dejanja. To pomeni nekaj, kar naredimo. Drugo pismo pravi, vera brez pripadajoče akcije je mrtva. Torej, kar pismo razodeva je to, da ko probamo razumeti dejstvo verovati, verovati pomeni, ko daš dejanje temu, za kar